Spoštovane, spoštovani, ja, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prisrčno pozdravljeni. Sredi tega tedna se seveda igrajo tekme 19. kroga v prvi ligi Telemach, ki je Celjan, tule še enkrat do žoge, pa priložnost zdaj za Pajdeta, ki strelja, Mulalić brani in na koncu je žogo uspel tudi zadržati. Šmartega v paki, tule pa zdaj priložnost za Zapukovnika. Zapukovnik strelja in obramba Mulalića. Ostaja torej 0:0. Tule pa nekaj več prostora za Celjane v protinapadu. Bizjak. Koter strelja in mimo gola gre tole. Mimo vrata. Ga podaja proti Franku Kovačeviću. Kovačević mimo šporna. Kovačević strelja. Rozman odbija v kot. Popović. Že v prvem polčasu so bili Grofje podjetnejši. Očitno bomo gledali podobno sliko tudi v nadaljevanju. Tole je Bizjak s slabim sprejemom. Toda potem je uspel podati Matku. Matko strelja, priložnost po fliperju v domžalskem kazenskem prostoru. Ostaja 0:0. Žoga bo za Mulalića. Imajo težave z realizacijo. Durdov je bil odrezan. Ne vem, ali se mora biti kakokoli poškodoval. Tole pa je priložnost za Celjane, ki vodijo. Gregor Bajde. Mislim, da je tule podal Denis Popović. Gregor Bajde pa v 62. minuti vendarle do svojega prvega gola v tej sezoni. Tu pa bo zdaj moral seveda tudi Simon Rožman hitro reagirati. Zdaj Domžalčani brez napadalca in pričakujem slovenskega nogometnega prvenstva in tule pa zdaj priložnost za Domžalčane. Gol! Offside. Franko Kovačević je sicer zadev, toda tako je, 1:1. Uradno bomo rekli 65. minuta. Jakupović. Odbita žoga na rob kazenskega prostora do Jovičevića. Ponovno Jakupović na udaljeno vratnico. Podlogar ima priložnost, obramba Rozmana. Srednji celjski branilec David Zec. Jakupović in gol! Strelec pa Matej Podlogar, če vidim prav. Matej Podlogar po podaji Jakupovića, ki se je na prvem mestu lestvice asistenc zdaj izenačil z mariborskima vezistoma Tolićem in Kronavetrom. V 94. minuti, torej Domžalčani do zadetka, bržčas za zmago. Drugi gol Podlogarja v tem prvenstvu, zlata vreden zadetek. Mislim, da je Popović prejel rumeni karton zaradi protesta. Imel je enega že odprej in to pomeni predčasno tuširanje za Denisa Popovića. Še ta težava seveda zanj. Tudi Pilipčuku rumeni karton. Simon Rožman, čestitke za zmago. Lahko rečem težko prigarano zmago, kajti
Celje je odkrito rečeno imelo kar nekaj priložnosti, ko bi lahko zaključilo tekmo. Nekako ste verjeli, zdržali in zadnje priložnosti tudi zabili zadetek za 3 točke. Ja, sigurno čestitke igralcem. Smo zelo, bom rekel, hendikepirani že od poškodb. Včeraj sta nas bolela še 2 igralca, tako da ste videli, da smo praktično se zelo krpali. Igrali so samo še tisti zdravi, videli ste, da imamo celo igralci kadetske ekipe na klopi. Sigurno so bili Celjani v polju boljši, ampak smo nekako bili disciplinirani, željni, srčni in sem zelo vesel, da se tudi v tem prvenstvu enkrat nam obrnilo v zadnjih minutah. Veliko smo trpeli, mogoče je to tudi posledica učenja ekipe, tako da sigurno smo s 3 točkami zadovoljni. V tem vremenu ob koncu prvenstva mogoče samo to šteje. V nekem momentu ste, vsaj zdi se, postavili 3 branilce, Šojsengajerjem, ki je vstopil v igro na mesto napadalca. Je bila tule še kakšna taktična zamisel, čisto nujna potreba zaradi fizične moči, padca energije ali česa? Ne, enostavno smo želeli v bistvu zgostiti sredino. Vedeli smo, da bojo Celjani težko preko bokov nas prebijali, tudi številčno premočjo in smo nekako zaprli sredino, kar je bila, mislim, da edina logika, da nas ne bi tukaj skozi prebijali. Kljub temu, da smo potem dobili gol iz predložka, ampak kakorkoli smo bili nevarni z 2 špicama centralnima, tudi ta prvi gol. Potem pa smo čakali prekinitev, kjer je praktično danes bila edina opcija, da zadanemo. Nekako vidi se, da smo načeti, izmučeni in danes so za nas zelo, bi rekel, velike 3 točke, je pa mogoče res v sami igri. Nismo bili na nivoju, kakor bi si vsi skupaj želeli, ampak to je čas za spomladanski del. Se je pa tudi zdelo, da ste v igri skušali malce na preskok, iskali tisto dolgo podajo za zadnjo linijo Celjanov s temi otekeni. Počasi to postaja, zdi se tudi malce značilno za vašo ekipo. Ja, v bistvu je tako, da spet je odvisno od kvalitete nasprotnika. Dejansko nas je celo tekmo vprašali na visoko stisko in nekako nam igra ni stekla, da bi lahko prišli pred njihovo zadnjo linijo in iskali, bom rekel, potem zadnji pas. Tako kot sem rekel, jaz ne bi zdaj bil kritičen do svoje ekipe, moramo se veseliti, 3 točke zlata vredne v tem nekem priključku, če tako lahko rečem, proti vrhu. Nismo še tam po planu igre, absolutno, ampak mislim, da delamo en zelo, bom rekel, dober projekt z mladimi igralci, našimi igralci, dajemo priložnost in potem, ko si rezultatsko uspešen, je sigurno, bom rekel, vsem skupaj nam lažje. Verjetno zdaj v prvi vrsti psihološko pripraviti fante še na eno tekmo, da ne bodo prehitro z mislimi na dopustu. Ja, se strinjam z vami, bo zelo težko, ker mislim, da smo danes spet izgubili enega ali pa celo 2. Jaz upam samo to, da bomo številčno zadostili vsem kriterijem, da gremo v Mursko Soboto. Sigurno se bomo nekako pripravili po svojih najboljših močeh. Vsaka točka v dnem finišu prvenstva je za nas zlata vredna. Roman Piličuk, Darjan Matić, kaj naj rečem, zgodil se je nogomet, zdi se tako, boljša igra v polju, to priznavajo tudi Domžalčani, rezultat pa tisti, ki vas enostavno ne more zadovoljiti. Что сказать после такой игры? Наверное, случился футбол, даже в этот Домжалы согласились, что мы в этом играли получше их, но счет не по игре. Вот я зашел в раздевалку, и футболистам сказать нечего. Я бы хотел, чтобы судья зашел и поговорил в раздевалке с моими футболистами и объяснил те решения, которые он принимал. Sem šel v garderobo in nisem imel kaj povedati nogometašom. Jaz bi hotel, da gre sodnik v garderobo in da jim razloži, zakaj take rešitve. Kaj specifično vas je zmotilo vsem skupaj oziroma na nek način pogrelo? Što specifični, kakšne situacije na nas не устраивали. То, что и последние игры не устраивает. Нельзя создавать столько моментов и не забивать. Najbolj nas moti to, da si pripravljamo veliko priložnosti in ne moramo zadeti gola. Ampak v sami igri to je verjetno nekaj, s čimer ste lahko zadovoljni, če ne razmišljamo o rezultatu. Imeli ste posebej, bili ste v napadu, predvsem pa se je videlo, da ste želeli zmagati praktično od prve do zadnje minute. С первой по последней минуте было видно, что мы хотим выиграть. Наверное, это нас радует, что мы в поле хорошо смотримся и что играем хорошо. Радует, когда играешь хорошо, но не радует, когда кто-то мешает добиваться результата. Veseli nas, da igramo dobro, ampak nas ne veseli to, da nas kdo moti pri temu, da pridemo do pozitivnega rezultata. Tudi sestavo enajsterice imate nekaj, bom rekel, problemov, iščete fante, nekateri so odsotni, poškodovani. Kako zdaj še tisto eno tekmo, ki je ostala? У нас есть несколько проблем создать первых 11. Осталась одна игра, как это выглядит за последний тур. Я перед игрой сказал, у нас нет проблем. У нас любой игрок, который выходит с замены, и Байт сегодня тому пример, вышел и забил. Поэтому все игроки, которые у нас выходят, все хорошо готовы и могут также играть хорошо, как и те, которые выходили раньше в основном составе.
sem že pred tekmo rekel, da v nas nimamo problemov, da vsi igralci, ki so na klopi, ki grejo na igrišče, lahko dostojno zamenjajo tega, ki je pred njimi igral. Eden takih primerov je bil danes Bajde. Matej Podlogar, čestitke seveda za zadetek, čestitke za zmago. Težko prigarana, lahko rečemo, kar v dobršnem delu tekme ste morali, zlasti v obrambi, trpeti, igrati celo na svoji polovici. Je bila takšna tudi vaša taktika? Ja, mogoče ni bila taka taktika, ampak se veste, vsaka tekma se lahko mečkam drugačne, kot bi jih hotel sam. Moram vedeti, Celje je zelo dobra ekipa, njemo kaj, Celje je ena vrhunska ekipa, ima zelo dobre rezultate, tako da mi smo izvukali iz te tekme res dobre stvari, vedeli smo, kaj lahko čakamo, kje smo močni, tako da smo delali en super posel. 3 točke, seveda krasno darilo, tudi vaš zadetek čisto ob zaključku tekme. Greva lepo po vrsti. Kdaj ste izvedeli, da boste igrali na desnem bočnem položaju v obrambi na, lahko rečem, atipični poziciji za vas? Ne, se zdaj že nekaj časa sem tukaj okoli, tako da, ampak 2 dni nazaj rečemo, pa včeraj se je izvedel, tako da, ampak mi smo tukaj zaradi tega, da igramo nogomet, kam nas potem daje, pa njihova stvar. Kako ste videli samo akcijo za zadetek, prekrasen zadetek, pravi Eurogol? Malo bo čudno, ampak pred ne bo centra sem vedel, da bom dal gol, tako da. Ne vem, danes se bo neka taka energija med nami, tako da smo sami vedeli, da lahko iz tega potegnemo 3 točke in na koncu pač v zadnji minuti take nogomet, enkrat bi lahko dobili, leta smo že parkrat dobili tako gol, zdaj smo ga dali. Na koncu se enkrat vrne, no. Če bomo na koncu pogledali, na koncu leta verjetno bo to tukaj. Še to, kaj vam to pomeni v bistvu za zaključek tega prvega dela sezone, še ena tekma in potem tudi pauza? Nič, to nam pomeni, da naslednje 3 dni, ko imamo treninge, gremo na maksimum in zadnjo tekmo ponovno na 3 točke. Gregor Bajde, čestitke za zadetek, zdelo se je dolgo časa, da bo vsaj točka šla v celjski tabor. Imeli ste v igri celo bistveno več priložnosti, zrelih priložnosti, kjer bi roko na srce lahko ali celo morali zabiti še enkrat, zaključiti tekmo prej kot v samem finišu tekme, ko se je vse skupaj zalomilo. Sigurno, mi smo razočarani. Zdaj že druga tekma, tako v Stožicah kot tudi danes bi mogli odnesti več in lahko smo razočarani. Imeli smo toliko priložnosti in naša realizacija je slaba. Prihajamo v priložnosti, ampak jih ne izkoriščamo, da bi tekmo pripeljali do konca v miru, ampak moramo pa tudi povedati, da nekatere sodniške odločitve niso nam opriti in tudi ta, se mi zdi, drugi gol Domžal je bil po favlu, ki ga sploh ni bilo in enostavno, mogoče zato, ker smo Celje, nam piskajo tako in morajo glede tega malo narediti reda, jaz ne vem. Mogoče kaj bolj specifičnega, tudi sami ste bili nekajkrat na tleh, zdajlo se je en udarec, zdaj z tribune se je videlo, kolikor se pač je. Kako ste vi doživeli, občutili vse skupaj in na kaj ste pravzaprav mislili s temi odločitvami? Ne bi rad komentiral sodnika, ampak mislim, da je bilo kar nekaj falov nad mano, ki jih ni piskal in kot sem rekel, ni to prvič, da se nam to dogaja in upam na boljše sojenje. Gregor, zadetek, ki ste ga danes dosegli, je bil ekstremna, dobra eksekucija, lahko rečemo nekaj zelo tipičnega za vas, vaš podpis, napadanje prostora, dobra žoga z krilnega položaja soigralca Popoviča, fantastičen zaključek, lahko rečemo. Sigurno, mislim, da bi mogli tekom tekme več tega delati, na koncu smo premalo tega delali, če bi že v prvem polčasu, ko je bila situacija večkrat probali centrirati, mislim, da bi bilo še sigurno par situacij več nevarnih in lahko nam je žal, da nismo tega delali in na koncu smo razočarani, ker smo izgubili in moramo se zbrati v tekmo zadnjo, da zmagamo in da gremo mirni na odmor in ostanemo pri ključku v zgornjem delu tabele.